Prav gotovo je uspešnost kmetijske proizvodnje v veliki meri odvisna od vremenskih razmer v tekočem letu. Zaradi vpliva klimatskih sprememb in vremenskih nevšečnosti bo potrebno tveganje tega postaviti na bistveno večji nivo upravljanja, meni dr. Stane Klemenčič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, ki je povedal tudi, da lahko za letino 2017 izpostavimo zgodnjo spomladansko pozebo, ki se je v drugem delu leta dvakrat ponovila in je prav gotovo naredila ogromen izpad. Seveda zadeva predvsem bila odvisna od razvojne faze posameznih sort, kot seveda tudi izpostavljenost lege, in se je na koncu pokazalo, da predvsem tam, kjer je šlo za pozne sorte in mislno lege, ki so v bistvu bolj osojne za, še vedno neki predelek, ki na nek način je vse malo to katastrofalni izpad popravil. V povprečju še vedno govorimo o 30% izpadu predelka. Je pa v naravi vedno tako, da narava poskuša se tudi malo odkupiti in nam na nek način potem zbalansirati situacijo. V tem primeru lahko govorimo, da če je količina manjša, je pa kakovost kar dobra. Seveda to še zdaj ne pomeni, da je zadeva končana. Tukaj naprej je potrebno še ogromno človeškega znanja, predvsem kletarskega. V tem smislu seveda, da to dobro surovino predelamo seveda tudi v kakovostno in seveda za pivca spoštljivo pijačo. Roman Štabuc, svetovalec specialist in specialist za vinogradništvo, ugotavlja, da imamo 2 leti spomladansko pozebo, ki je nismo imeli zadnjih 30-40 let in izpostavlja pogostost toče. Spreminjajo se pogoji tudi v predelavi vinske trte in izpostavlja predvsem, da od 14 dni do celo 3 tedne bolj zgodaj odganja. Zgodnje odganjanje pomeni izredno veliko občutljivost trte na spomladanske pozebe. Meni, da so rešitve že v pozabljenem znanju naših prednikov. 25 let ugotavljamo samo padec število vinogradov. Zelo preprosta stvar je, vinogradništvo se lahko razvija samo takrat, ko dosežemo za svoje vino pravo ceno. Poglejte, nihče drug ti ne more pomagati, ne vinogradniku, nobena subvencija, nobena državna pomoč, če ne dosegaš prave cene za svoje vino, ne boš obnavljal vinograda. Vinograd pride med 40 in tudi 50 tisoč evri, to je dolgoročna naložba in drži 20, 30, 40, 50 let. In če samo pogledamo, v današnjem razmerah smo skalkulirali, da če bi vsi slovenski vinogradniki in vinarji samo za 20 centov dvignili ceno vina, ampak da dobijo oni to ceno, ne trgovci, potem bi lahko s tem denarjem obnovili minimalno vsaj vsako leto 100 hektarjev vinogradov. Na nevarnost pozebe in pozitivne učinke zasaditve vinske trte na različnih pobočjih opozarja tudi vinogradnik Danilo Štajer, ki je s svojo družino močno vezan na to kmetijsko panogo. Spomladi nas je v bistvu obiskala pozeba, potem kar nekaj toča. Zelo hitro je trta pognala, seveda in so bile mladike že precej velike pri nekaterih sortah, ko je prišla tista aprilska pozeba. Hvala Bogu imamo vinograde malo, kako bi rekel, raztrešene na širšem okolišu od Gornje Radgone pa vse do Maribora. Ponekod je pozeba in pa toča malo bolj prizadela vinograde, ponekod nam je malo bolj prizanesla. Povprečno lahko rečemo, da je pridelka nekje ena polovica manj kot pa v normalni letini. Precejšnje razlike od lege do lege, tam kje je tudi toča nam nagajala, je trebalo precej delati selekcije v sami trgatvi. Sladkorji so na koncev bili zelo ugodni, kisline še tudi kar, čeprav vemo, da je naša glavna sorta dišeči traminec, ki ponavadi ima probleme z nizko kislino. V bistvu niso bile tako nizke kisline kot pa nekaterih vročih prejšnjih letnikih 2013 ali pa 2000, taki še bolj, 2003. Neki tisti osnovni pokazatelji, ti parametri kažejo, da bi lahko bil en zelo dober letnik.
Vinogradniki na čelu s stroko poudarjajo, da potrebujejo tudi državo, ki bo omogočila pogoje za razvoj panoge. Zlasti naj bi bilo pomembno generacijsko vinogradništvo, ki ga poznajo v tujini. Predvsem pa je potrebno na vino vezati še ostale slovenske atribute. Vino, popito v Sloveniji, namreč je in mora ostati doživetje. Za gosta iz Slovenije ali tujine.